v času tistih let doživi razsvet. Bil Slovan je to in celjski groforod, za časa Habsburžana se pot razvila je, že stoletja nam tu stari grad stoji. Mesto je simbol in nam smo ponosni vsi. Prelepo naše Celje, najlepši biser si od Savinji, najlepša si stvaritev, kar Bog ustvaril je nekdaj. Si mesto zgodovine, ki diha z dušo od pradavnin. Takole, dobro jutro, lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje. Enškrat je zopet prišel v našo prestolnico mesta Celje. Začeli smo s krasnim uvodom, torej mesto Celje, knežje mesto, mesto pradavnine, zgodovine seveda, in danes bo, draga družba, tekla beseda o mestu Celje. Danes pa je tudi tretja adventna nedelja na naši mizi, že gorita dve svečki in danes prižigamo tretjo, torej tretja adventna nedelja, čas, torej nekaj dni še do Božiča, ko takole odštevamo dneve do Božiča in pa seveda do tistega najdaljšega dneva v tem letu, v letu 2025. Takole, zdaj bom seveda kaj kmalu priklicala osebo, ki bo pa predstavila nekaj novega, čisto svežega, in sicer Janja Ulaga je oziroma bo v naši družbi. Jaz mislim, da že imamo na telefonski zvezi. Janja, dobro jutro, dober dan. Dober dan, Polonca. Dober dan, kako si kaj, Janja, danes? Danes je nedelja, tretja adventna nedelja. Pri tebi doma prav gotovo že goriti tretja adventna sveča. Ja, prav gotovo, in to na dveh adventnih venčkih. Krasno. Ampak danes imamo res tako prijetno dolžnost, kar dve stvari bomo danes, dve noviteti bomo imeli v naši oddaji, in sicer predstavila boš čisto svežo skladbo, ki sta z Nejcem Drobničem nedolgo nazaj posnela in nekako predstavila vsem tistim poslušalcem, ki vaju poslušajo, vsem nam seveda, 12.12. ob 12 uri. Drži? Ja, drži, lep datum sva si izbrala, ne? Krasen. In to zato, da ne bi pozabila. Ja, in zdaj poveva, za katero pesem gre. Gre za eno zimzeleno pesem, ki sicer izhaja iz tujine, gre za nemškega izvora, ampak pri nam zelo poznana. Ja, res je, gre za skladbo, ki je nastala v 70-ih letih in sicer je njen originalni naslov In Auto vor mir, se pravi Avto pred menoj. To je bila taka svetovna uspešnica, ki smo jo Slovenci seveda tudi opazili, se je veliko vrtela na radijskih postajah in Alfi Nipič je bil tisti, ki se je odločil, da bo naredil še slovenski prevod te skladbe, ki se je tudi zares zgodil leta 82 in je dobil naslov v Avto pred menoj. Hkrati je dodal pa zraven še v refrenu eno tako posebnost, ki se zdaj sliši lada, 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 da, da, da. No, ko so Nemci to pisali, niso imeli v mislih nobenega avta Lada, medtem ko Alfi Nipič je imel to v mislih. Takrat so namreč prišle v Slovenijo te legendarne Lade Niva. To so bili prvi terenci, ki smo jih Slovenci spoznali v našem okolju, in to je bil pravi boom. No, in na to je hotel takrat opozoriti Alfi. Midva pa v videospot sicer nisva dala Lade Niva, sva dala pa dve ladi, ki sta tudi že oldtimerji, ena je letnik 76, ena pa letnik 80, in sta pravi paši za oči, zato ker sta tudi taki barvni, ena rdeča, ena pa taka zemfasta. In sva si res zadala, da takšne lade najdeva, in sva jih, in celo dva brata sta lastnika teh lad, ki sta nama jih z veseljem posodila in sta nama na premieri tudi zaupala,
da si nista mislila, da bo video spot in sama skladba tako dobro izpadla, kot kar na koncu je, tako da sta zdaj toliko ponosna, da sta del tega projekta, da sta rekla, da kadarkoli bova kaj rabila, kar naj še prideva. Krasno, Janja, povej mi, kako je prišlo do te skladbe? Kdo je dal pobudo, ti ali Nejc? Ja, v bistvu smo bila skupaj, ko se je to zgodilo par let nazaj, smo imeli en radijski sestanek, tak čisto uraden uredniški sestanek in na koncu smo se nekateri malo zadržali, a ne, pač na veseljaku imamo vedno pri roki še kakšen inštrument in smo imeli tudi takrat. Imeli smo harmoniko, imeli smo pa tudi enega kolega, ki igra klaviature, no in si je dal kar mal duška in ena izmed tistih skladb, ki smo jo ta večer zapeli, je bila tudi v avtu pred menoj, ki jo sicer sva jo poznala, oba dva z Nejcem, obema je bila zelo všeč, nisva jo pa še nikoli v življenju pela, niti skupaj, niti vsak zase. No in takrat sva pač za hec sva ugodila najinim sodelavcem in so ugotovili, da to pa tako v redu zveni, da ne bi bilo nič narobe, če bi to midva kdaj posnela. No, ta ideja je potem zorela kar 5 let, se je pa letos poleti zgodilo, da smo imeli en res zelo naporen dan, to na začetku septembra je bilo, in je rekel, ne, zdaj pa dovolj, zdaj pa poklič že Majka Oreškarja, ki glih kar nekaj počneta, poklič ga pa mu povej, da prideva midva to posnet, da ne nama pomaga. In sem tudi takoj vzela telefon v roke in res, že čez par dni smo že imela pripravljen osnutek te skladbe, sva šla posnet in se je zelo spontano odvilo, kar kaže na to, da če je nekaj res namenjeno, se res zgodi. Sem pa predtem tudi Alfija vprašala, če pač dovoli, da to naredimo še enkrat in posnamemo. In je bil zelo navdušen nad tem, da bi še enkrat posneli, zaradi tega, ker je tudi njemu skladba zelo všeč. In je rekel, da po tolikih letih se žal pač zelo malo vrti, to pa verjetno tudi iz razloga, ker pač ni imela ta skladba nikoli video spota do zdaj. Je pa v originalu Alfi Nipič posnel to skladbo s Tatjano Dremelj, moral bi jo pa z Neco Falk, tudi zato v besedilu Rdeče laska v avtu pred menoj, a ne? No, Tatjana Dremelj je pa bila blondinka, je pa do tega prišlo, ker je Neca Falk žal takrat zbolela in ni mogla iti posnet te skladbe, mudilo se pa je, zato je pač ostalo tako, kot je. Zdaj pa končno pač skladba dobila tudi Rdeče lasko, no? Po 43 letih. Krasno, krasno. In zdaj ne, Janja, šibata z vajnimi ladami po celi Sloveniji. Predstavlja sta seveda to skladbo, ki je res všečna, zimzelena, kdo je ne prepeva. Zdaj bomo še bolj prepevali. Dodala sta seveda video spot, ki ga ni bilo prej, tako da danes si ga bomo z velikim veseljem zavrteli. Kje ste snemali ta spot? Ena zanimiva lokacija in pa seveda, ja, težko je dobiti, ne? Tako dve ladi, ti si rekla zemfasta, pa seveda rdeča, čeprav oldtimer klubi nekako imajo dosti teh avtomobilov, ampak tudi je bil majčken izziv, glede iskanja oldtimerja, še posebej lade. Ja, oldtimerjev lad ni tako strašno veliko na našem trgu. Jaz sem mislila, da jih je več, ampak jih ni. Pa tudi tiste nekatere, ki smo jih našli, so bile take bolj bele, bež barve, take tako pač, ne vem, smo dejansko kar težko prišli do tega, ampak res je, sreča se je očitno res naklonila, res je bilo naklonjeno, da se to zgodi, da sta se prav dva brata javila, jaz sem na Facebooku objavila, če kdo to ima, in sta se dejansko dva brata javila, da imata vsak svojo lado in mi celo poslala fotografijo in sem bila takoj navdušena, rekla, to je to. In sem bila res vesela, zdaj, da je to tako uspelo. Krasno. Janja, kaj sporočata zdaj vsem našim gledalkam in gledalcem s tole skladbico? Rdeče laska pred menoj, v zadnjih en nestrpen šofer, ampak na koncu se najdeta, ne? Pravzaprav je sporočilo te skladbe, ki sva jo obudila še enkrat po 43 letih, to, da tisti, ki ste že bolj v zrelih letih, dajte obuditi ob njej lepe spomine, naj vam prinesejo čim več lepega. Tisti, ki ste še zelo mladi, si želiva, da jo spoznate na novo in ugotovite, da smo Slovenci v preteklosti naredili že zelo veliko lepega in nam ni treba samo tarnati, lahko se tudi s čim pohvalimo.
glede na to, da je taka lahkotna, ne, ta refren zelo vleče, da si ga pojemo, žvižgamo in prepevamo, ne. Je pa ob 3. adventni nedelji mogoče ravno prav. 3. adventna nedelja nagovarja k temu, da smo veseli, da se veselimo in dajmo se malo razveseliti tudi ob takih melodijah, ki nam polepšajo dan. Krasno, Janja. In seveda tudi nasmejati. Zdaj z velikim veseljem predvajamo tole skladbo V avtu pred menoj. Jaz pa tebi želim, Janja, eno krasno adventno nedeljo v seveda krogu tvojih domačih, pa se veš, jutri se vidiva, komaj že čakam. Hvala, Polonca. Želim lepe pozdrave vsem v vašem studiu, tudi tvojim kolegom in seveda vsem gledalcem televizije Celje. Krasno. Lepo se me je, srečno. Nasvidenje. Srečno. In zdaj skladba V avtu pred menoj. La da, la da, la da 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 da. La da, la da, la da 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 da. La da, la da, la da 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 da. La da, la da, la da 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 da. Pred mano v avtu šiba rdeča laska, kar sama vozi, sama brez skrbi. Kako ji je ime, ne vem, in kam tako drvi, povem pa vam, da avto ji leži. Pred mano v avtu šiba rdeča laska, rad vedel bi, kaj misli ravno zdaj. Kot jaz posluša radio, spominja se na maj. Na takšno naletiš res malo kdaj. La da, la da, la da 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 da. La da, la da, la da 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 da. Kaj rad bi ta neumnež zdaj za mano? Lušna je. Sprašujem se, zakaj ne prehiti. Že skoraj 1 uro za menoj se drži, nerodno vozi, pa še brez luči. In še obrača se, že zdavnaj bi lahko bil daleč spredaj. ja, srečen sem. Da človek peli mimo že enkrat, Krasno počutim se, me hoče le ustrašit ali pa izsiljevat, mogoče pa nesramno poigrat. la da, la da, la da 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 da. La da, la da, la da 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 da. Ah, fino, da imam ogromno časa, ni treba kot obseden mi drvet. A ta res nima doma? Zdaj lahko premišljujem, pa čeprav je že 10, kako prileže se tako sedet. Ajoj, no zdaj mi to počasi že preseda. Prima je, Naprej peljati daleč več ne smem. danes je krasen dan. Ustavim za minuto, da me prehiti potem. Obrnem jo, lepo nazaj ucvrem. Pa padekle in srečno vožnjo dalje. Pa dober, zdaj pa dost. Kot kaže smer, roka smo v desno šla. Za nalašč grem desno. Kako lepo, da v istem koncu sva oba doma. Kaj dal bi, če bi zdaj ustavila? La da, la da, la da 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 da. La da, la da, la da 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 da. La da, la da, la da 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 da. La da, la da, la da 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 da. La da, la da. Pa dober, kva je s tabo? Punči, Lada 1300, 1980-letnik. Fantič, Lada 1500, letnik 1976, čist na novo obnovljena, kraljica. Obrn Lado, greva neki spit. La da, la da.
svetu igra, jaz ga čakam sama doma. Včasih se potihem jezim, lepše mi bo, če si drugega dobim. Ko pa pride sredi noči, jeza moja se izgubi, mi s poljubom usta zapre, ko me objame, je zopet v redu vse. Muzikant je malo kdaj doma, naokrog prepeva in igra, srček pa njegov je vedno vroč, ko se vrne, je prekratka noč. Muzikant je malo kdaj doma, naokrog prepeva in igra, srček pa njegov je vedno vroč, ko se vrne, je prekratka noč. Kako je velik ta svet, poln je lepih mladih deklet, zapeljivo gledajo ga, on pa na odru prijazno se smehlja. In takrat se spomni na to, kar je rekel meni samo, za tele srce mi gori, moje veselje sta glasba in ti. Muzikant je malo kdaj doma, naokrog prepeva in igra, srček pa njegov je vedno vroč, ko se vrne, je prekratka noč. Muzikant je malo kdaj doma, naokrog prepeva in igra, srček pa njegov je vedno vroč, ko se vrne, je prekratka noč, ko se vrne, je prekratka noč. Bravo, bravo, muzikant je redko kdaj doma. Simon Gajšek, lep pozdrav, dobro jutro. Kako ste danes na tretjo adventno nedeljo? Prečudovito, v tvoji družbi vedno čudovito. Ja, se imamo fajn, ne? Z nami seveda tudi pevka, dobro jutro, in pa tvoja ostala ekipa, evo, takole, dobro jutro, dobro jutro. Kaj ste, bolj jutranji, večerni? Vsi smo jutranji in večerni. Ja, kaj zdaj to pomeni za tebe? Ti imaš rad bolj, mislim, poležiš v nedeljo, kaj sicer v nedeljo počneš? Zjutraj moramo kar zgodaj vstati. Kaj to pomeni? Kaj pomeni? Ja. Med 6 pa 7, ker imamo punčko 2 leti staro in ni izbire. Ni izbire. Jaz mislim, da nekdo tam za mizo že tudi prikimava, mu je to kako še znano. Ja, pa še kdo drug tudi, menda, od naših. Menda, ja, ne, mladina tlele, ne, poskrbi za Slovenčeke in tako je seveda prav. Advent je pred nami, adventna nedelja, Božič, veselo decembrsko rajanje, energije polno. Simon, kako doživljate ta december vi? Prečudovito, v polnem zagonu, delovno, tako kot vedno, tako da vse v najlepšem redu in na stotki, bomo rekli. Na stotki, ne? Ja. Za vse tiste, ne, ki, zdaj povemo, koliko časa že niste bili pri meni? Nekaj časa pa že, ne? Mislim, da bo 3 leta. 3 leta, Slabe. zdaj v teh 3 letih se je tudi marsikaj zgodil. Vem, Res je. pevko ste zamenjali. Ja, je že bila takrat, Je že bila Natalija, takrat, ja, ja. to vem. Ena taka prava svežina, ne, pri vas, Ja. s katero ste zelo baje zadovoljni. Ja, svežina je, seveda, skozi smo zdaj res v polnem zagonu, ustvarjamo skozi nove skladbe, skozi smo delovni, video spote skozi snemljamo, tako da smo res na maksimalnem pogonu. Tako V je. akciji. Ej, december torej je zdaj tu. Kje bomo Gajške sicer videli? Zdaj vem, da dosti igrate zaključke, poroke so se končale. Kaj je za silvestrski večer, ste zabezecani po domače rečeno? Letos za silvestrski večer bomo doma, v krogu družine. Saj tudi to je prav, ne? Tudi to je v redu, tudi to mora biti. Ja, povemo. Tako, 3. decembra smo pa v Laškem. 3. januarja. A veš, študiram vseka. Ja, kar povemo, 3. decembra, drugo leto. Tako da ja, 3. januarja smo v Laškem, v pravlični deželi. Ja. Tam nastopamo na Seniku, je taka vasica pod občino, se bo dogajalo, tako da
nas tam lahko vidite drugo leto. Dobrodošli, a ne? Torej drugo leto, pa se to ni tako daleč, ne? Še nekaj dni nas loči do tistega najdaljšega dne. Kako, ne vem, ti, Simon, preživljaš tisto najdaljšo noč, zdržiš do polnoči, ne vem, ali greš kam ven, silvestrovat. Celje bomo seveda povedali in povabili se naše gledalke in gledalce, je pravlično, je lepo, najlepše mesto, res. Bom rekla, kar presežki, a ne, kaj se v Celju se dogaja, ampak o tem v nadaljevanju z nami nekdo, ki vas bo prijazno povabil na rajanje decembrsko, seveda, v pravlično mesto Celje. Ja, res je, mi bomo šli pravlično Celje obvezno pogledati z družino, še priznam, da še nismo šli, ampak bomo šli tako kot vsako leto, je res prečudovit. Drugače bomo pa za Silvestra, bom pa jaz večinoma mogoče kar malčkem poležavo, pa v objemu svoje drage, pa svojih ščirk. Ker te celo leto nima takole na razpolago, ne? Ja, res je. Prva pesem je govorila, da muzikantarja nič ni doma, pa to drži? Ja, drži, ja. Absolutno, ne? Na srečo drži. A daj, no. Zdaj mi povej, ali vzamete kdaj boljše polovice s seboj? Tako, je kakšen dogodek, ko rečete, draga žena, dragi gospod, ne? Danes pa povabljena celotna družina. Samo takrat, ko ne igramo, drugače pa nažalost ne. Ja, in igranja je veliko, a ne? Ja, veliko, ampak so strpne in nas podpirajo, tako da so rade volje doma. Krasno. No, tudi za Natalijinga moža moramo reči, tudi je potrpežljiv, ne preostane drugega, kot da je doma. Čista desetka, ampak družina je pa ljubezen, ne? Družina pa je ljubezen, to je pa res. Kajti tudi skladbo smo posvetili svojim družinam in seveda vsem slovenskim družinam in širom meja. Krasno, lepo. Zdaj torej druga skladba, z nami torej Simon Gajšek in skladba Družina, ljubezen je. Srečna sem, ko zjutraj smeh me prebudi. Po otroški sreči najin dom diši. Srečna sem, ker ljubim in ker ljubiš me. Ker v objemu tvoje mi najlepše je. Znova sva objela srečo v zibelki. In tako se radost najina množi. Naj postane večno to, kar čutim zdaj. Naj zavedno traja tale najin maj. Družina ljubezen je, ki nikdar ne mine. V srcu ugnezdi se, ustvarja spomine. Družina je topel dom in v duši veselje. Je kraj, kjer se moje vse izpolnijo želje. Vem, prišel bo čas in bodo šli v svet. In tako kot mi dva srečo našli spet. Luke bova imela, jih razvajala. Potlej bo še večja sreča najina. Družina ljubezen je, ki nikdar ne mine. V srcu ugnezdi se, ustvarja spomine. Družina je topel dom in v duši veselje. Je kraj, kjer se moje vse izpolnijo želje. Družina je topel dom in v duši veselje. Je kraj, kjer se moje vse izpolnijo
Life Simplified. Dneva odseva odhaja noč, zavetje jutra tok. Tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Mi smo družina, trgovine Jager. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Ustvarite nov videz svojega doma. Včasih je dovolj le ena prava preproga, da prostor dobi popolnoma nov značaj in toplino. V salonu Kemoplast Šentjur so za vas pripravili več kot 1000 vrst preprog, čistilnih tekačev in predpražnikov. Za notranje in zunanje prostore, za vsak kotiček vašega doma. Izbirajte med otroškimi preprogami, ki popestrijo otroške sobe, elegantnimi preprogami za dnevne sobe in terase, prefinjenimi tekači za hodnike za predvhodna vrata. Vsaka preproga ima svojo funkcijo in doda domu dodaten slog in udobje. Odkrite preproge, ki ne le dobro izgledajo, ampak so tudi trpežne in enostavne za vzdrževanje. Obiščite Kemoplast in izkoristite prednovoletni 20% popust na vse preproge iz zaloge. Kemoplast, svet talnih oblog. V City Center Celje je prispel največji jelenček v Evropi. Pravlični Rudolf Celjski, ki vas vabi na najlepši selfie. Naj se srečni prazniki pričnejo pri nas. City Center Celje. Takole, zdaj pa sem v prijetni, zelo prijetni družbi in sicer z nami, z vami, župan mestne občine Celje, gospod Matija Kovač. Lepo dobro jutro, gospod župan. Dobro jutro, lepo pozdravljeni. Kako ste? Ste nedeljsko že čisto razpoloženi, bolj jutranji, večerni človek, ali je bila to za vas rana zlata ura ali kako? Ne, ker jutranji človek, sploh z našim malo manj kot dvoletnikom, si drugega ne moremo privoščiti doma. Je pa res, da je danes prespal pri babici, tako da smo lahko si malo privoščili jutranjega nedeljskega spanca, kar je prav dobrodošlo. Prav dobrodošlo. Gospod župan, veliko stvari opravljate. Zdaj je mesec december, čarobni mesec. Nekako smo res že zakorakali, že skoraj četrta adventna nedelja. Kako vi doživljate december? Pri vas gorijo adventne svečke. Ste že okrasili jelko? Mi živimo v središču Celja, tako da je pri nas december oziroma decembrsko praznovanje se začne še kako zgodaj. Veliko debate imamo o tem že kar skozi leta, ker Celje je pač mesto, ki ga december preplavi, tako da na vsakem koraku smo soočeni in v stiku z adventom, zvečer je glasba, čez dan je vsa ta dekoracija, lučke svetijo, tako da to pravljico kar vsakodnevno nekako doživljamo. Doživljate, ampak že smrekčka pri vas stoji, ali se držite tiste tradicije, da jaz sem rekel dobro in zelo pravilno postavljati prav na predvečer Božiča, torej na 24. Ja, tako, mi smo pri teh zadevah kar tradicionalni in še ni neke posebne, lučke so sicer že, smreke pa še ni. Smrečke pa še ni, ne? Ja, december je torej res pravličen, mesto je krasno okrašeno. Pripravljati ste se začeli že kar nekaj časa nazaj, ne? Ja, letos je tale december res nekaj posebnega in priprave so bile nekoliko obširnejše. Celje je letos namreč Evropsko božično mesto, kar je ena taka titula, ki je priznanje za res dolgoletno delo vseh, ki so pripravljali programe pravličnega Celja, pravlične dežele, na čelu z Vladimirom Skale in tako naprej. Letos pa seveda preseneča z nekimi novimi obrazi, predvsem je vključenih veliko lokalnih ustvarjalcev, umetnikov, ki so se pridružili podobi. Pravlična dežela šele se odpira, ampak že v teh
tednih je obisk neverjeten, koncerti polni, stojnice natrpane, mesto živi in utripa in verjamem, da je to tudi ena taka močna turistična platforma, s katero se Celje predstavlja po Sloveniji in seveda širše. Ja, lučke ste prižgali, to je bilo, kdaj je bil prižig lučk v Ja, letos še nekoliko zgodaj, prva adventna nedelja je padla v november, tako da 29. v soboto smo prižgali lučke. Evo. Res lepo je bilo videti, da smo bili tako skupaj, toliko Celjank in Celjanov v mestu, prav prijeten dogodek, ki je uvedel v tole decembrsko dogajanje, ki se bo odvijalo še nekoliko podaljšanem časovnem terminu do 6. januarja. Ja, res pravlično, čudovito in res nekako ne pozivava gledalke, gledalce celotne Slovenije, da pridejo pogledati krasno okrašeno mesto. Dodali ste tudi nekaj novih lokacij, ker menda so občani in pa ljudje nekako se lansko leto razporedili po celem Celju. Zdaj ste dodali seveda še nove lokacije, drži, in nekako še bolj Drži, vse, kar delamo v decembru, delamo predvsem zato, da se Celjanke in Celjani v mestu dobro počutijo, da čim večkrat pridejo v mestno jedro, seveda pa tudi z namenom, da privabimo čim več obiskovalcev in v zadnjih letih je postala v mestu kar gneča, zato je vsekakor smiselno, da se območje, ki je nekoliko bolj programsko osmišljeno, razširi. Letos še posebej živi tudi Stanetova ulica, vse do Branibora, kjer so tudi koncerti v kiosku K67, inštalacija svetlobna, ki so jo pripravili mladi celjski umetniki. Novost je Lapidarij na Savinjskem nabrežju, ob sami stari grofiji je vrt migetajočih lučk, prav posebno doživetje v temnih večerjih. V decembru bo aktiven tudi mestni park, če nas bo presenetila kaka snežinka, tudi s sankališčem, tekaško progo. Nekaj snega najdete tam že danes, ampak ob teh temperaturah ni ravno optimalno za sankanje. Predvsem pa je lepa pridobitev prostor ob Knežjem dvoru, kjer je mogoče videti svetlobno inštalacijo z umetniškimi deli celjskih umetnikov s posebno zvočno podlago. Mislim, da je vsako uro se zavrti in prav čudovito doživetje. Ja, in res pozivava ljudi, da pridete v Celje. Jaz sem zdaj rekla čisto po domače, ne, župan? Kako rečete vi? Skoraj po gabersko, ne da, ko smo bili tukaj na Mariborski. Takole, Celje je Celje, jaz rečem Celje, ne, jaz takrat sem Šentjurčanka, hodila sem v šolo v Celje, ne, imam krasne spomine na Celje, res zdaj malce manj, ampak obljubim, da bom prišla pogledati, kako ste lepo okrasili. Ne nazadnje za vami je, oziroma z vami je ena krasna ekipa ljudi, mladih, nadobudnih ustvarjalcev, ne, ki kreirajo, bom rekla, podobo mesta Celje v decembru. Res je, takih premikov ni mogoče delati brez odličnih ekip. Tukaj je tako ekipa, ki na mestni občini skrbi že dolga leta za to dekoracijo, vsako leto skupaj s podjetjem Elektrosignal za te številne lučke, ki pričarajo prav posebno vzdušje, pa seveda ekipa na Zavodu Celeja, ki se trudi z programom, s tem, da najdemo prav za vsakega nekaj. Seveda številni podjetniki, ki v mestu delajo skozi celotno leto in v decembru pokažejo še kaj več, pripravijo dodatno ponudbo, pripeljajo dodatne gostinske možnosti in mislim, da je to nekaj, kar res pritegne. Veseli smo, da je tako. Tako. Vi ste relativno mlad župan. Kako dojemate v bistvu to funkcijo? Nekako ste mogli, ne, gospod župan, skočiti kar iz danes na jutri iz cone udobja. Vem pa, opažam in slišim od ljudi, da ste to štafetno župansko palico zelo dobro sprejeli, zaštartali in da za svojo ekipo res nekako premikate stvari na bolje, predvsem gre se za nas, za ljudi, za Celje, za državljane, a ne? Ja, lepo je to slišati. Iz cone udobja je bilo potrebno predvsem stopiti, ko se odločiš za kandidaturo, za tako funkcijo, ker takrat se pač stvari spremenijo. Nisi več anonimna oseba, ampak pač prevzameš tudi neko politično odgovornost za dejanja in besede. Nisem imel s tem težave, ker je bil nek tak notranji klic, da se odločim in aktiviram. Jaz sem bil že prej v lokalni politiki, seveda nekaj časa aktiven. Je pa pač seveda to delovno mesto zahtevno, terja celega človeka in še več. Sem pa zelo zadovoljen, da skupaj z
ekipo res lahko delamo stvari, za katere smo si začrtali, da jih bomo v Celju naredili. Celje je mesto, ki ima vsekakor poseben položaj v naši državi in želimo si, da bi bilo na tak način tisto, ki je vedno v osrednji pozornosti, ne le na področju športa, kjer smo vedno odlični, na področju kulturne ustvarjalnosti, skrbi za dediščino, zgodovino, ki jo v mestu imamo in seveda, da bi se ljudje v tem mestu dobro počutili in lahko zdravo živeli in razvijali svoje življenje. Krasno. Zdaj pa ne, a levo oziroma desno krilo dobro pozna župana, ja ali ne? Ga poznate, tako mislim tudi, kaj je ustvarjal, kaj je delal, njegovo mladost. Poznate dobro? Jaz vas, župan, povabim v mojo družbo. Namreč, zdaj se bomo malo poigrali, ne? In gospoda župana malo bolje spoznali. A lahko pridete v mojo družbo, gospod župan, kar z mikrofonom? Zdaj se bomo malo razdelili, ne? Tole bo pa zdaj malce, ne? Ti bo šel na desno stran, kitaro prosim, če odložiš. Ja. In se bomo malo poigrali. Vidva boste dobila lističe in delček za delčkom bomo odkrivali, kdo je župan mestne občine, torej Celje. Izvoli. Takole, pa bomo šli kar korak za korak. Ja. Takole, evo, odgovarjamo zda in pa ne. Kaj si hotel reči? Ja. A lahko damo še, Dani, en mikrofon bi še potrebovala tukajle, ker Dani, daj mi ga tako. Hvala lepa. Kaj si hotel še reči? No, vama pa seveda dam kar mikrofon, da boste odgovarjala, da vidimo, ne? Evo, prvo vprašanje se glasi takole, da ali pa ne odgovarjate, ne? Zaradi očetove službe se je družina, torej v Matijevi mladosti, z nami torej Matija Kovač, odselila v Moskvo in je tako 6 razredov opravil župan v Rusiji. A to drži ali ne drži? Tisti, ki ga dobro poznajo, seveda vedo. Seveda drži. Mislim, ja, napište gor, drži ali ne, mislim, bi povezali, kar za veliko, ja. Ne še? Kaj ste rekli tamle? Bomo pokazali, torej da, pa da. Simon, zakaj misliš, da bi zdaj bil župan povezan z Rusijo? Pa ne vem, se ti zdi? Ja, mislim, človek mora biti... Ali je to šlo čist na blef, po domače rečeno? Pa ne vem, jaz bi rekel, da človek mora iti malo po svetu in potem prinese tudi... Ja, da se je družina preselila in bi lahko rekel, da bi mogoče to držali, kajti so... Mislim, ko greš ti v svet, vidiš več stvari in je potem zelo pomembno in prinese s seboj tudi neke novitete in dobre ideje. Zelo dobro sklepate. Jaz sem se sam bal, da boste rekli, da je v mojem stilu vodenja kaj ruskega. Ja, bo držalo, res je. Res je, ni lepi spomini na otroštvo v Moskvi. Oče je delal takrat za znano slovensko farmacevtsko podjetje. Jaz sem imel priložnost se izobraževati v ruski osnovni šoli in se naučil jezika, predvsem pa neke širine, kulture, takrat to so bila zanimiva leta, tudi Rusija se je takrat zelo preobražala in imam Moskvo v zelo toplih in lepih spominih. Ampak, ker zdaj vi zelo dobro obvladate ruščino, pa tle športniki, ker imate tudi klub, v vodstvu je gospod iz Rusije, a bi lahko, ne vem, zaželeli lepe praznike zdajle prihajajoče se v ruskem jeziku? A pozdravljam vse tiste tudi Ruse, ki so tle pri nas v Sloveniji. Zakaj pa ne? To je pa res. Vedno več je tudi rusko govorečih občanov v Celju in včasih seveda res v kakem manj formalnem okolju izkoristim to znanje, da lažje skomuniciramo in mislim, da sem koga tudi že zelo razveselil s tem, ko ni. Bi to šlo? Конечно могу по-русски. Нашим гражданам, которые говорят по-русски, я желаю хороших и прекрасных праздников, которые будут у нас в декабре. Желаю почаще встретиться в центре нашего прекрасного города Celja. Ja, kaj lepo, bravo! No, zdaj pa še prevod, prosim, na zdravje! Zaželel sem našim občanom, ki govorijo po rusko, da bi preživeli lepe praznike v mesecu decembru in da bi se čim večkrat srečali v našem lepem mestu Celju. Lepo, super. Drugo vprašanje. Ali je gospod župan po poklicu magister inženir arhitekture? Ja, ne. Ne. No, zdaj smo pa razdeljeni. Tule smo rekli ja, bomo pokazali takole ja,
Tu pa ne. Dva tabora. 2 tabora. Evo, leva, desna. Tako se navaja, Nič ne ne? izdajam, poker face. Kaj je zdaj s tem? Pravilno odgovor je da. Tako da, evo. Bravo. In kaj, arhitektura? Ja, to je moj poklic, ki me spremlja v bistvu tudi še danes. Delo župana je, ne bi si mislili, še kako povezano z gradnjo. Zelo veliko delamo na investicijah, na razvoju v prostoru in seveda znanja, ki sem jih pridobil tekom izobraževanja in upravljanja poklica, mi še kako prav pridejo tudi v tej službi. Predtem sem namreč tudi imel svoj biro. Ukvarjali smo se predvsem s prenovo kulturne dediščine, to nas je nekako najbolj zanimalo, pa seveda tudi številnimi drugimi projekti in verjamem, da po zaključku županske poti se z veseljem tudi vrnem v svoj osnovni poklic. Krasno. Naslednje vprašanje. Njegov najljubši šport je rokomet. Drži ali ne drži? Malo ga poglejte, konstitucijo. Drži, ja. Tule so rekli ne. Zopet 2 tabora. Simo, zakaj ja? Mislim, zdaj tako. To je definitivno mora biti rokometaš, kajti Celje je mesto rokometa in nogometa v zadnjem času. Vaše argumentacije so res odlične, ampak tu se jaz ne morem opredeliti, težko bi rekel za en najljubši šport. Zelo podpiram celjske športe, sem tudi član upravnega odbora celjskega rokometnega kluba, ampak obiskujem tudi vse nogometne tekme, podpiram to pravljico, ki se trenutno v Celju dogaja na področju številnih športov. Sam pa kot rekreativec se ukvarjam z tekom. Takele nedeljska jutra tudi rad izkoristim za to rekreativno dejavnost, ampak nimam najljubšega športa. Vesel pa sem, da živimo v okolju, kjer je toliko možnosti za trenirati različne športe in kjer so mladi res pogosteje na športnih igriščih kot za telefoni. Krasno. Evo, še gremo naprej. Zdaj moram vprašati, imate radi narodno zabavno glasbo, vam je blizu. Danes ste menda prvič v družbi, v bistvu v takšni oddaji, kjer gostimo narodno zabavno oddajo, drži? Hvala za tole povabilo. Midva veva, da sva se dogovarjala kar nekaj, več kot eno leto sva se tole dogovarjala, ampak ne, nisem še bil v taki oddaji, res ne spremljam preveč narodno zabavne glasbe. Ampak vam bomo malo cepili danes. Absolutno, tako. Tako, no kaj pa najraje poslušate, če sva že ravno pri glasbi? V preteklosti sem se kar veliko ukvarjal tudi z glasbeno oziroma kulturno produkcijo. V Celju smo naredili en zavod, Hiša kulture. Potem pa ne bova več izdajala, ne smeva več naprej. Ker imamo tudi še določene vprašanje. Potem pa veste, v katero smer gre. In veliko smo se z resno glasbo oziroma klasično glasbo ukvarjali. Nekaj abonmajev, tako da v praksi to glasbo najpogosteje poslušam. Tako da polka, valček, ne gre. Mozart, Bach. Bi šlo pol drugo, ne? Tako da na polko pa valček bolj redko zaplešete, radi plešete? Tudi zaplešem. Sploh, ko imamo kako lepo srečanje z našimi ožjimi deli, krajevnimi skupnostmi, mestnimi četrti. Nazadnje smo se srečali tule ravno v mestni četrti Gaberje z upokojenci in smo z veseljem zaplesali. Polka je bila? Polka je bila. Vas preizkusim. Okej. Njegova najljubša pesem je Med iskrenimi ljudmi. Ja ali ne? Najljubša, res, poslušajo enkrat na teden. No, smo rekli ne. A že imate tak napis? Ne. Ne. Pa zdaj, ko ste rekli, v resnici zelo lepa pesem, tradicija slovenske popevke mi je zelo blizu, to so res mojstrovine in večkrat si zavrtim kako slovensko popevko Med iskrenimi ljudmi, pa z enim takim univerzalnim sporočilom. Od danes naprej. Pa še kako narodno zabavno, ne? Pa še narodno zabavno. Zato, ker ste v enem intervjuju, ko sem ga poslušala, rekli, da ste radi med iskrenimi ljudmi. Drži, a ne? To pa res drži. Tako. Še eno vprašanje, preden si pogledamo zdaj eno zadevo, in sicer že v mladosti je bil aktiven v mestni kulturi, med drugim je bil, nič prekimavati, a ne, med drugim je bil producent muzikla, producent Veronika Deseniška, ja ali ne? Da.
Da, mislim, kako je zdaj to? To ste vedeli, prišlo? Lugani. To je bilo ugibanje, po mojem sklepanje. Namik je bil, ja. Pa jaz sem obahu pa motor to govoril, ne v Veronik. Ja, to je bila pa ena res čudovita izkušnja z ekipo, s katero smo veliko prireditev naredili, predvsem res na področju umetniške resne glasbe. Smo se leta 2015 odločili, da naredimo eno tako produkcijo, ki da neko težo temu, kar celjska dediščina, zgodovina, kultura predstavlja, in ob odličnih umetnikih, ki izhajajo iz Celja, tukaj je za izpostaviti predvsem Leona Firšta kot skladatelja, ki pušča močen pečat tudi v slovenski glasbi, smo pripravili produkcijo, ki je privabila res že več 10 000 ljudi na Celjski grad v poletnih mesecih, in v letu, ki je pred nami, bo tudi 10. obletnica uprizarjanja te predstave. Verjamem, da jo bo veliko Celjank in Celjanov in pa obiskovalcev našega mesta ponovno obiskalo v tej 10. jubilejni sezoni. Celjski grad, ne? Tako. Zdaj si bomo pogledali delček te zadeve, torej muzikla Veronika Deseniška. Moškemu izpijejo moči. Poljubče je iskrena, ga v življenje prebudi. Moč le spoštuje, šibkost kaznuje, umrla bo, če le za hip popusti. Veste, kdo pred vami je? Herman Grof neuničljivi. In če dvignem roko le, bodo kralji pokleknili. Ribo zove lesa imam, za krste. Ven! Uklenite ga! Brezomir, gospod Grof! Naj zdaj usodi, da me vodi. Oči izgubljena, vstane bom njega. In minavam medo. Mesto svetlih luči, ponosnih ljudi, ki vedo, da plemenitosti ni v nazivu, v srcu je. Kaj, če obstaja pralni stroj s čarobnim gumbom, ki resnično neguje vaše oblačila in jih prepoji s čudovitim vonjem svežine? In pametni sušilni stroj, ki pri nizki temperaturi nežno posuši vaše najljubše kose, da lahko vsak dan uživate v njihovi mehkobi. Učinkovito,
varčno in preprosto čarobno. Gorenje. Dneva odseva odhaja noč, zavetje jutra tok. Tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Mi smo družina, trgovine Jager. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Ustvarite nov videz svojega doma. Včasih je dovolj le ena prava preproga, da prostor dobi popolnoma nov značaj in toplino. V salonu Kemoplast Šentjur so za vas pripravili več kot 1000 vrst preprog, čistilnih tekačev in predpražnikov. Za notranje in zunanje prostore, za vsak kotiček vašega doma. Izbirajte med otroškimi preprogami, ki popestrijo otroške sobe, elegantnimi preprogami za dnevne sobe in terase, prefinjenimi tekači za hodnike za predvhodna vrata. Vsaka preproga ima svojo funkcijo in doda domu dodaten slog in udobje. Odkrite preproge, ki ne le dobro izgledajo, ampak so tudi trpežne in enostavne za vzdrževanje. Obiščite Kemoplast in izkoristite prednovoletni 20% popust na vse preproge iz zaloge. Kemoplast, svet talnih oblog. V City Center Celje je prispel največji jelenček v Evropi. Pravlični Rudolf Celjski, ki vas vabi na najlepši selfie. Naj se srečni prazniki pričnejo pri nas. City Center Celje. Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu dal v sanjah upanje. Me bo še ljubila. Takole, zdaj pa imamo na drugi strani Blaža. Blaž, dobro jutro. Zdravo, Polonca. Blaž, zdaj mi povej, december, skozi prav gotovo razpoložen. Si zdaj v Segetu ali v Ljubljani? Seveda na morju. Na morju. In kakšno vzdušje na morju? Evo, super sonce, za razliko v Ljubljani, ko je megla. Ja, tudi mi jo bomo počasi dvignili tlele v celo, a veš, tako da se že veselimo sončka, ampak ja, vabimo vse gledalke in gledalce tja dol v Seget, blizu Umaga, da se seveda oglasijo pri tebi v hotelu Maslina. Dejva povedati, ne, itak sva rekla, da je to dragulj ob morju, ki v svoji sodobni eleganci nosi bogato zgodovino za vse tiste, ne, ki ne vedo. Dejva še enkrat povedati, kakšno zgodovino nosi. Ja, naš butični hotel je bil včasih stara oljarna od grofov de Francisci, tudi potem po njih nosijo vse sobe imena. Krasno, super. No, danes obiskovalci lahko začutijo, ne, to izročilo preteklosti, zunanjost in notranjost še vedno, ne, krasijo mlini, mlin zunaj, mlin znotraj, drži? Tako je, v arhitekturo našega hotela smo vključili ostanke bivše oljarne. Ja, povabimo vse gledalke in gledalce na, bom rekla, krasen oddih pri tebi. Tudi december smo rekli, ne, Blaž je lahko krasen, lep in povabimo vse naše gledalke in gledalce, ki zdaj gledajo, vključno z našimi gosti tukaj, a ne, ansambel Simona Gajška, imam Danja Gregorce, z nami tudi, a veš, župan mestne občine Celje, ki zdaj seveda spremlja, ne, kaj se v hotelu Maslina dogaja, povabimo, ne, vse gledalke in gledalce tja dol k tebi, pa zakaj ne prid k tebi
in si seveda nekako pogledati, oddihniti. Skratka, gre za en krasen prostor, predvsem prostor, kjer je veliko miru. Ja, res je. Naš hotel že diši po vseh decembrskih dobrotah, tudi po slovenski potici. Tako da, če ne zaradi drugega, če pride k nam probat našo potico, ki je izvrstna, tako pehtra, nova kot orehova, drugače pa Umag poln kolesarskih poti in sprehajalnih poti, tudi praznično okrašen, tako da žur po nepozaben. Krasno. Gospod župan je tudi strasten kolesar, po mestu se vozi z kolesom, obiskuje seveda svoje krajane, krajanke. Zakaj pa ne bi prišel še vsegat k tebi, na kakšen džiro s kolesom, svojo družinico, ker rekli smo, da je prijazen, prijeten hotel za družino, pa seveda tudi prijazen do živali. Res je, če imate svoje hišne ljubljenčke, jih lahko pripeljete s seboj. Tudi vaši otroci so dobrodošli pri nas. Hotel pa ima odlično izhodišče za lažje in težje kolesarske poti. Lahko pa prikolesarite tudi iz vašega domačega kraja k nam in vas potem pričaka maserka in razblaži vse te bolečine v mišicah. Krasno. V decembru se bo dogajalo kaj? Boste imeli silvestrovanje v Umagu prav gotovo? Mesto Umag bo imelo silvestrovanje, pri nas bo pa možnost imeti silvestrsko večerjo in na to iti na trg pričakati novo leto. Ja, ampak midva že ne kličeva, jaz sem sicer pomladni, poletni človek, jaz komi čakam že pomlad, poletje, nekako že napeljujeva potem, da si ljudje čim prej rezervirajo termin, pravi termin za obisk pri tebi, rezervacije že za novo sezono potekajo. Res je. Takoj po novem letu, malo zatem sledi praznik zaljubljencev, tako da mi nudimo v decembru tudi 20% popust za vse pare, ki se bi odločili preživeti romantični vikend pri nas. Drugače pa veselimo se poletne sezone od motozbora, Sistar festivala, ATP turnirja in vročih poletnih dni in noči. Krasno. Blaž, hvala ti za danes. Tekom naših oddaj bova seveda še vabila naše gledalke in gledalce tja v hotel Maslino. Jaz sem seveda osebno bila in moram reči zelo sproščujoče, krasni zajtrk, krasna večerja, nenazadnje tisti mojster v pripravljanju hrane. Imaš tudi catering, Mozart, ki nekako gostuje po celotni Sloveniji, mojster za poroke, za dogodke, ni da nim, in bova tekom naših oddaj še predstavljala. Za danes pa hvala lepa, Blaž. In lepo se mej v Maslini. In vsem ostalim. Čau. Čau. Mateja, Ajda, Danica in Doroteja, Klaudija. Sanjave so igrive, zapeljive, kar se da. Martina, Tina, Jožica, pa Katarina, Barbara. Prav vsaka v sebi skriva nekaj čisto novega. Sanja, Vita, Manja, Gita, Leja, Leja, Tamara, ena kmalu Tina dela, bomo vroč okrog srca. Eva, Neva, Maša, Tjaša, Mija, Maja, Julija, nekaj časa vole tvoja, na to z drugim počna. Po svojih vsaka lepoti hodi z iskrico v očeh. Čez njo te ne ujame, pa prevzame njen te smeh. Čeprav te ne osvajajo, vseeno ti nagajajo.
Mija, Maja, Julija, nekaj časa vole tvoja, a na to z drugim boš šla. La 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 la. Eva, Neva, Maša, Tjaša, Mija, Maja, Julija, nekaj časa vole tvoja, a na to z drugim boš šla. Bravo, bravo, super, Dani Gregorc danes z nami. Oj, koliko je bilo teh imen Dani noter? A lahko povemo, koliko jih je bilo? 24. 24. Gre za skladbo, torej, ki govori o imenih, predvsem ženskih imenih. To je tvoja skladba? To je moja skladba iz Že kar nekaj časa nazaj, Fant s ne? kitaro, tako, Ja. da malo obudimo spomine na mojo ploščo izpred 20 let. Joj, 20 let je že. Napisan je od Adis Molaris koledarja, tekst, In zdaj... glasba Oto Pestner. Oto Pestner, Ja. ampak Oto Pestner je zdaj tudi navezava po 20 letih, drži. Nekako, ko me je Dani poklical, je rekel, čuj, Polonca, a bi jaz lahko prišel z Jelko? In zdaj, halo, kako Jelko, mislim z Jelko, sploh mi nič ni bilo jasno. In je rekel, veš, eno novo skladbo imam, bi jo rad predstavil. In zdaj po 20 letih, ne, nekako odpiraš zopet to sodelovanje z Oto Pestnerjem. Tako, in spet bom rekel zelo podobno kot te punce, latino. Latino? Tudi malo sambe, naslednja skladba oziroma Jelka ja. posneta v ritmu rumbe. Ja. Tudi vse v živo, snemamo vse v živo. Ja, Vse v živo, vsi inštrumenti, ja, vsi krasno. inštrumenti so odigrani Ja. za eno odlično ekipo glasbenikov. Ja. Jih mogoče potem kasneje tudi lahko No, predstavim. že kar poveš Lahko tudi, zdaj ja, povem? ja, kar Evo. povej, kdo sodeluje s Odlična tabo? ekipa, jaz bom prvo omenil Tomija Majcena, ki smo včasih igrali pri Vagabondih. Bravo. On mi je posnel trobento in njegov sin Filip, saksofon. Ja. Potem Benjamin Pirnat iz Slovengradca, bas kitara. Potem Jani Šiligoj pozavna, David Slatinek bobni, potem pa še Rok Rednak klavir, pa spremljevalni Krasno, vokali. krasno. Zdaj bo naslednja pesem, ampak jaz tam špegam, ne, kaj župan za mizo dela, ne. On vse gleda, sem tja, levo, desno. Malo si pogleduje tudi nekaj sladkega. Gospod župana, ste sladkosnedi? Pa nisem. Pa niste, no, ampak... Malo si ogleduje, kaj imamo vse na mizi, vsega moram iti pokukati, ne. Ampak naslednja pesem bo pa katera? Večna pravljica. Večna pravljica, tudi ta je že kar... Skladba, ki je tudi nastala pred parimi leti, se velikokrat vrti po radijskih postajah tudi za kakšne glasbene želje. Ja, ampak Dani, jaz sem se danes ful želela, da bi nas obiskal nekdo, ne. Sem se rekel, dajmo, pustimo midva tega zdaj tam, veva, o kom V govorimo. božičnem času bomo danes bolj. Ja, ampak dobro, kje je danes Elvis Presley? Ne vem, po moje danes zdaj počiva, verjetno po kakšnem koncertu, kaj je nedelja. Ja, dobro, no pa dej malo ga pa lahko ponašaš, pa pozdraviš vse naše gledalke in gledalce, čeprav nisi danes oblečena, ne, v Elvisa Presleya, ker Dan je zelo It's krasen. now or never, veš, to je vedno popularno. Danes ali nikoli, veš, tukaj. Pa dobro, pozdrav, no. It's now or never, come hold me tight. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Bravo, bravo, super, odlično, ne? To je bil en delček Elvisa, ampak zdaj imamo eno prijetno dolžnost še, ker mi niste spomnili, ne? Jaz bi zdaj pozabila. Nekdo ima danes rojstni dan, a se čemo pridružiti, pa malo na harmoniko ali pa na kitaro zaigrati. Marjan Štalekar iz Slovenj Gradca. Danes praznuje rojstni dan in njegova žena mi je napisala, lahko eno, a ne? Saj veš tisto, vse je najboljše, dragi Marjan, pripravljeni smo že, Marjan, vse dobro ti želimo, sreče, zadovoljstva, zdravja, predvsem notranjega miru, pa da se družiš s pravimi ljudmi, ne? Na pravem mestu bi jaz tako rekla, zdaj, ko prihajamo v neka taka leta, ne, so nam prijatelji, družina prav gotovo na prvem mestu, vse ostalo pa seveda lahko počaka. Jaz že ko mi čakam, da spijem s tabo eno runo kapljico, da nas zdravimo, seveda zdravja, predvsem zdaj pa torej vse najboljše, dragi Marjan. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, dragi Marjan, vse najboljše zate. Bravo in še na mnoga
pa dej zavrti se s tole čudovito, krasno skladbico, malo bolj nežna bo, ne? Tako je. Z naslovom Balada. Večna pravljica. Večna pravljica. Evo njegovo željenje in pa seveda prazniki, večna pravljica. Tako, prosim. Vedno bi bil te rad ob sebi in šepetal ti o svoji sreči, ko boža obraz tvoj bi speči. Gledam te, veš, lepša si od morja, ko zjutraj prebudi ga sijaj obzorja. Naj jo spremlja v temni noči, ljubezni nikoli ne loči. Kjer ljubezen je, si ti ogenj, ki v srcu tli. Prebudi ga sijaj obzorja, naj jo spremlja v temni noči, ljubezni nikoli ne loči. Kjer ljubezen je, si ti ogenj, ki Zimzelena, gdje je ljubav, tu si ti, ne, v pravem originalu. Tudi latino sem imela čast imeti tukaj v oddaji in tudi ta je nepozabna Zimzelena. Dan je zdaj preden še gremo na drugi del, ne, odkrivanja malce več podrobnosti našega župana mestne občine Celje. Bova zapela še eno pesem, katera bo to? Senjorita Lucesita. Govori spet o senjoriti, o ženskah, latino. Mislim, tebi so zelo... Zadnja bo ona tista. Tista, ne, tebi so zelo blizu, ne, ti latino ritmi. Ja, mi smo veliki igrali po svetu in vedno smo, jaz sem oboževal te latino komade, pa
kolumbijske bende, pa salse, pa rumbe, pa Pa take tudi stvari. vem, da ti zelo rad plešeš, drži? Pa tudi kar zelo rad, ja. Pa tudi zelo rad kuhaš doma? Tudi, vse se mi Jaz to- pozna. Ne, to pa ne. Zelo pravi gostitelj si Dani, jaz to zdaj iz prve roke ti povem, ker prijatelj pravi, da zelo resno rad greš v kuhinjo in tam takrat tvoja Rad žena pogostinček, dobro, ne sme biti in si ti to pravi, a ne tisti Ja. gostitelj. Tvoja žena rada pleše? Tudi. Ja, super, meni je to fajn. Vi radi plešete tle v zadnjih. Simon je tako z zagrenkim preokusom rekel, ja. Dani, Nima veliko prilike, ne? Dani, december, kakšen je december zdaj? Kako ti doživljaš december? Bom rekel, da je eden najljubših mojih mesecev je december. Res? Sploh, ko diši po piškotkih, pa po teh, Bajdera, keksih oziroma pralinah. Ki se peče po hiši, da je, bom rekel, da je tiste prav žmoht. Ja. V tem mesecu. Pa to, te okrasitve raznih Jasno. jelk in vseh ostalih stvari. Pa jaslice recimo delamo vsako leto na naši skali doma. Ne, tako da. Vem, on ima, jaz smo zdaj povedali, zdaj pa poslušajte to, on ima v hiši živo skalo. Drži, ne? Ni mrtva, živa je. Živo skalo. In on si je zamislil, ko prideš k njemu domov, ima v dnevni sobi skalo, ki je zunaj stala, ampak on ne, je mogel hišo not narediti, da je skala zdaj not, a drži. Ja, parkirali smo Mislim, notri hišo. koliko si to zamislil? Ja. Tvoja želja? Pa to je bilo spontano. To je bilo vse spontano, tako kot tako je nastala tudi ta moja nova skladba, ki jo bom predstavil potem. Ja. malo kasneje. Ampak dajmo malo razkriti to novo skladbo. Ne? Delček za delčkom ste jo razvijali skupaj z Oto Pesnerjem in Tako. pa z Ferko, drži? Darja Furek. Darja Furek, ki je zdaj seveda tudi nekako pletena v to zgodbo nekega doživljanja, malce drugače. Da je bila v bistvu Jelka, je bila njena muza. Ja. Ta jelka raste na obrobju Kočevskega gozda in je to kar nekaj časa to jelko opazovala, oziroma sta dve, stare več kot 500 let. Ja. Zdaj, da bom, ona bi to bistveno lepše opisala, Ker ampak zdaj mi mislimo, da to je jelka, ampak jelka lahko tudi v dveh nogah, ne? Zdaj, v kom ti govoriš? tudi lahko je. V bistvu je to muza, bil je navdih za to skladbo, ki pa je v bistvu tudi ljubezenska zgodba, ne? Navdih je tak, da je lahko to jelka. Jelka? Tudi jelka kot jelka. Jelka kot jelka ali pa jelka na dveh nogah, ne? Ampak zdaj bomo... V bistvu je to praznično drevo. Ja, ob koncu oddaje bomo slišali, zdaj pa ena res živahna z naslovom, smo rekli... Senjorita Lucesita. Lucesita in Dani Gregorc, prosim. Ponovno tukaj zdaj stojim, le s kočom v roki in vesam. Neznani me pogledi spremljajo v množici. V obupu iščem njen pogled, nekje je skrit zdaj njen nasmeh. Kot tiha grožnja skrita, samo je tu sneg spoznam. Señorita Lucesita, señorita mi amor, se še spomniš tiste sreče, ko dosegla sva nebo? Señorita Lucesita, še nebo jokalo je, ko sva v tisti sladki noči segla. Z upanjem, da boš prišla, v očih ljubezni plamen tli, a dvomi v srcu pravi, da ujel sem se v past. Poslušam zdaj prav vsak korak, ki v mraku pride mimo vrat. Vem, da med njimi tvoj bo, ki se z mojim bo ujel. Señorita Lucesita, señorita mi amor, se še spomniš tiste sreče, ko dosegla sva nebo? Señorita Lucesita, še nebo jokalo je, ko sva v
tisti sladki noči sedla, zvestno nedarjen. Senjorita Lucesita, še ne bojo kaloje, ko smo tisti sladki noči sedla, zvestno nedarjen. Bravo. Župan, zdajle, kaj bi se zavrtel ob teh zvokih? Hvala Dani za tole glasbo, čudovito. Bi se zavrteli, vas je kaj mikalo ali ne? Nisem še na pravi temperaturi. Kdaj se pa ogrejete na pravo temperaturo? Ja, tisto pa bolj večerne A, bolj ure. večerno, tako ja. No, ampak dober, zdaj, okej, narodna glih ne, čeprav je to danes narodno zabavna oddaja. Ti ritmi še niso tako, kaj pa v bistvu sploh poslušate? Jaz sem zelo odprt A pri res? glasbi, res. Rad imam dobro glasbo, Ja. veliko dobre glasbene produkcije v Sloveniji na vseh področjih. Jaz mislim, da je to nekaj, kar nas tudi povezuje, ljudi pritegne skupaj, tako da glasba, ki naj bo razlog, da se ljudje imajo dobro in združujejo, to je za mene dovolj. Ja. Preden se lotimo drugega dela spoznavanja gospoda župana, moramo pod črto zdajle nekaj povedati. V letu, ki se je prejšnje leto iztekel, ste si zadali skupaj vi za svojo ekipo neke cilje, ki ste jih dosegali ali pa ne dosegali v tem letu 2025. Verjetno je ostalo še kaj nepopisanega na tem listu 2025, pa prav gotovo ste zelo ponosni na vse, kar ste dosegli uspet za naše drage Celjanke in pa Celjane. Absolutno, tem ciljem se načeloma reče proračun, ki ga želimo izvajati v čim večji meri, seveda se vedno tudi kaj ki zalomi oziroma časovnice ne gredo vedno povsem idealno, ampak lahko smo zadovoljni z letom, ki je za nami, predvsem, da je Celje še eno leto doživelo rasti, razvoja, povezanosti, privabljanja ljudi in jaz mislim, da na tak način se nam dobro piše tudi v prihodnosti. Vstopamo pa v leta res, ki jih zelo ambiciozno postavljamo. Ste si zadali ambiciozne cilje? Tako finančno ambiciozne kot izvedbeno. Veliko investicij nas čaka v letih 26 in 27, predvsem z evropskimi sredstvi, ki so nam v teh 2 letih zelo v veliki meri na voljo, tako da bo naporno, bo zahtevno, ampak bo tudi plodno. Uživate v tej vlogi? Ja, uživam. Res? A se mi vidi? Ja, čisto not padel. Absolutno, uživam v tej vlogi. Jaz mislim, da nekdo, ki rad dela konkretno, mu seveda vloga dela v lokalni skupnosti paše, mu ustreza. To ni tista politika, ki jo gledamo na televiziji vsak dan, kjer se pogovarjajo predvsem in prerekajo o konceptih, ampak mi dejansko delamo na konkretnih projektih, se pogovarjamo s konkretnimi ljudmi, rešujemo konkretne težave in to te napolni in osreči. Ste človek združevanja, ne nazadnje delate krog, brala sem, da v mestnem svetu ne sedite več tako kot v šolskem razredu, ampak ste naredili en krog, ker krog povezuje ljudi, drži. Res je, jaz mislim, da take simbolične stvari so pomembne, to odločitev smo sprejeli, zdaj ima vsak svoj mikrofon in lahko iz svojega mesta pogleda kolega na nasprotno stran in mu pove, ni treba kot v razredu hoditi pred tablo in tam se zagovarjati in je tudi diskusija bistveno širša. Jaz mislim, da so svetniki tam zato, da se med seboj pogovarjajo in v krogu to lažje steče. Ja. Jaz bi velikrat pritiskala na mikrofone. Če izpostavimo, preden gremo na ta del, pripravite se, eno ali pa 2 krasni investiciji oziroma cilja 2, ki ste jih dosegli v letu 2025, pa mogoče 2 velika v 2026. Ja, v letu 2025 nas zaznamujejo predvsem projekti, ki smo jih uspeli doseči skupaj z državo in sicer izboljševanje poplavne varnosti. 2 veliki gradbišči, ki precej tudi otežujeta življenje Celjanom trenutno, ampak se premikata in kažeta, da gremo v pravo smer. To je nov most na Polulah in pri Topru skupaj s cestno infrastrukturo. V letu 2026 pa jaz mislim, da bomo verjetno predvsem zaznamovali z šolsko pa kulturno infrastrukturo. Nova telovadnica pri 2. osnovni šoli, vrtec v Novi vasi in pa dokončna prenova doma ustvarjalnih skupnosti. To so neki taki projekti, ki bodo posebej izpostavljeni. Ja. Čas hitro teče pri nas. Jaz bi res eno prav posebno oddajo imela lahko z vami, mi da bi klepetala lahko ure in odkrivala vse te zadeve, ampak
preden ste postali župan, pa niste poznali vseh kotičkov Celja, a ne? Zdaj ga pa dobro poznate. Mislite, da ne? Ja, jaz mislim. Ali pa se motim? Tik preden sem postal župan, sem veliko spoznal. Jaz sem namreč svojo kampanjo v letu 2022 opravil večinoma na kolesu, na enem takem znanem triciklu, obiskal prav vse ožje dele. Veliko tudi takih kotičkov, ki jih še danes ne bi sicer spoznal, predvsem pa ljudi, ki jih ob poti srečaš. Jaz mislim, da je Celje obvladljivo po velikosti in tega relativno dobro poznam. Zdaj pa izpostavimo Celje kot mesto in ena ali pa dve krasne znamenitosti, po katerih, oziroma ko bi vi izpostavili dve znamenitosti Celja za vse tiste obiskovalce, ki mogoče Celja ne poznajo tako dobro, kaj bi dali na pedestal? Ja, jaz mislim, da v Celju moramo vedno našo dediščino, zgodovino, celjske grofe postaviti na prvo mesto, potem smo široko poznani, absolutno je to celjski grad, pa seveda staro mestno jedro, kjer ne bi delal krivice nobeni izmed znamenitosti, Knežji dvor, stara grofija, fotohiša Pelikan, mestne ulice, tudi Narodni dom, vse te stavbe dajejo en poseben karakter našemu mestu, na katerega smo lahko res ponosni. Ja, leta 2023 je bilo to tudi najlepše mesto, drži? Ja, to so pa turistične zbornice, seveda nagrajuje vsako leto druga mesta, to so lepe in pomembne nagrade, seveda pa predvsem Celjani vemo, kaj je tisto, kar dela to mesto edinstveno in na kaj smo res lahko ponosni. Ponosni, tukaj lahko gledamo, prav se vidi staro mestno jedro. Vi ste arhitekt po profesiji, po duši. Vas seveda mesto Celje res navdihuje, ste nekako omenili v določenih intervjujih. Gre tudi za neke nepravilnosti, ki pa so seveda zelo simpatične, ste rekli. A res, to sem rekel? Ja, se, ko pogledaš na celjsko mestno jedro izgraduje, to je res en izmed takih pogledov, ki jim v Sloveniji ni para. Zgodovina razvoja našega mesta, ki je stisnjeno med dve reki, je specifična in daje en tak položaj, da je center mesta, ki je svojo bogato zgodovino nastal kot ena res lepa zgoščena tvorba, le lučaj stran od mestnih gozdov, od praktično neokrnjene narave in to je nekaj specifičnega. Lahko bi rekli, z vidika razvoja mest, ki so večinoma centralna in potem v krogih se okoli širijo, je to nepravilnost, po drugi strani pa privilegij, da je mestni gost in da včasih kakšna žival iz gozda lahko zajadra tudi na mestne ulice, nekaj res posebnega in edinstvenega. Ja, krasno. Zdaj se lahko ogledujemo, kaj vse v mestu se dogaja. Tudi poleti zelo skrbite za cvetlične aranžmaje. Skratka, vsak letni čas dobi, bom rekla, svojo priložnost. Tako, v Celju delujejo res skrbne ekipe ljudi, ki skrbijo za različne aspekte mesta, urejenosti, čistoče, tudi v cvetličenosti, zelene površine in parki so nekaj, kar je pomembnega, ker vemo, da ima mesto tudi svojo temnejšo plat industrijske preteklosti. Mislim, da moramo tukaj vračati mesto predvsem z urejanjem lepih javnih zelenih prostorov in v tem mandatu res specifično delamo na tem, da vsaka soseska dobi novo igrišče, novo parkovno ureditev. Nekaj je že bilo narejenega, kar nekaj nas pa tudi v naslednjem letu takih projektov še čaka. Mestni park na Golovcu, kjer je znano slovensko pokopališče, pa drevesni park v Medlogu, kjer dela že potekajo. Bravo. Greva zdaj malce, tudi se bova dotaknila družine. A zdaj vas domači gledajo, vaša žena, otroci? Ne. Prvič zato, ker doma nimamo televizije. Ne morem verjeti, da nimate televizije. To je odločitev, ki smo jo sprejela že preden smo imeli otroke. Dejansko nama, nekako dnevi potekajo bistveno drugače, predvsem smo vpeti v delo, obveznosti in seveda, če si želimo kako oddajo ogledati, si jo v kakem drugem formatu, danes je vse dostopno. Tudi v kino gremo, čeprav preredko. Sva si pa na tablici včeraj zvečer s hčerjo ogledala en čudovit film, tako da tudi to je mogoče. Krasno. Menda, midva imava tako malo povezave glede na Koroško, a ne? Omenili ste mi, da je vaša žena Korošica. Korošica, Radlčanka in ravno danes je na Koroškem. Med oddajo mi je tast poslal, kaj peče na žaru danes in me vabi. Sem rekel, danes bom pa težko prišel v Radle, ampak s hčero bova pa svoje kosilo nekoliko drugače organizirala. Sin in Mojca sta šla na Koroško, mi da smo pa v Celju ostala vsak s svojimi obveznostmi. Kakšne so Korošice?
zahtevne, vztrajne. Čuješ? Tam ima eno korošico. Ampak tudi ljubeče. Res, Morajo je pohvaliti Mojco. Mojco, absolutno. Mojca je stebr naše družine, pogosto je tista, ki me tudi uči in usmerja in nek moralni kompas, tudi pri službenem delu in odločitvah. Mar se kdaj da kakšno gledalo, da se pogledate van. Tudi moškim je potrebno, pa tudi ženskam, ampak jaz pravim, v slugi je moč, podarjamo drug drugemu ljubezen, da bomo drug ob drugem postali ljudje in da se bomo imeli radi, seveda, spoštovali predvsem. Prejle je Dani govoril o pesmih, seveda, o muzi. Mojca je na nek način vaša muza, drži? Ja, pa bo res držala. Pa res drži, ne? In tako je seveda tudi prav. Gremo seveda mi na drugi del, pridite, gospod župan, v mojo družbo. Smo pripravljeni? Ja, dajmo še malo zvedeti o njema, ne? Skoraj smo že pri zaključku naše oddaje, ampak še nekaj skladbic bomo zaigrali. Simon Galšek. Gremo naprej. Gospod župan ima zelo rad pozornosti. Je človek pozornosti, rad preseneča ljudi. To drži ali ne drži? Zelo pozoren za rožice, 8. marec, ono 3. Tako da ja, da ali ne? Da, sta rekla, gospod župan. Ste pozorni. Pa kaj pa vem, to pa drugi lahko bolje sodijo. Ja, pa za sebe ste rekli, da niste tako. Do sebe? Ne, za sebe, oziroma rekli ste v enem intervjuju, da sicer ne, da radi pa imate presenečenja pa spontanost. Drži? Od drugih. To sem vam hotela danes eno presenečenje pripraviti, ne. Jaz sem angažirala ogromno ljudi, ne. Bolje, da ne. Sam dan se nedelja, ne, in ogromno ljudi ni nekako bilo, ni moglo prideti, ampak ja, imate radi presenečenja? Ne preveč, ampak predvsem pa seveda pri svojem delu pa sem zelo pozoren do tega, da seveda ob vseh pomembnih praznikih je tista prava pozornost do ljudi, ki so okoli nas. Predvsem kot občina seveda želimo ob teh priložnostih vedno izraziti spoštovanje do tistih, ki v tem lokalnem okolju puščajo neko posebno težo naših častnih meščanov. Ob praznikih se seveda čim pogosteje srečati z vsemi deležniki, ožjimi deli, mestnimi svetniki. Tako dalje. Tale bo zdaj dobra. Tale bo zdaj ful dobra. Jaz sem to zdaj poslušala, sem rekla, res, malo je takih. Gospod župan zelo rad lika perilo, še posebej ob nedeljah. Mislim, a si vi predstavljate to, da bi imel gospod župan čas za perilo? Mislim, je to ja ali ne? Zdaj ne vem, ali vas bom iz cone udobja metala, vrgla župan, ali dajmo ja. Kva so pa tlele rekli? Niti najmanj. V bistvu, ne, jaz se smejim bolj zato, ker kje take podrobnosti, verjetno jaz tukaj povem, ne. Jaz res rad ob nedeljah zvečer likam si srajce, ker je to en čas, ko imam mir, ko grejo otroci spat in si naštimam kak podcast, poslušam kako oddajo in vmes in imam svoj mir in mi je to zelo eno tako ljubo pravilo postalo. Pa to sem rekla, pa ne, jaz sem si, a veste, župan, dala mi 4-krat nazaj, sem rekla, a prav čujem, prav na glas sem si dala, da ne bom kaj spekla po domače, tako kaj mim, ne, ampak, je to, kaj splošča vas likanje, kaj še posebej vaših srajc? Nekdo jih more, ne, nekdo jih more in če je to še en čas, ki ga imam zase, pa mogoče, da si misli pozložim, je to odličen čas. Krasno, res. Ne vem, Simon, likaš doma? Ne. Tule levo krilo Dani. Likaš? Če je nujno. Če je nujno, ne. Okej, ampak dobro, a kuhate tudi kaj doma? Kuham pa rad, sicer zelo neredno, ampak takole, če je kakšna priložnost, da gostiva ali pa da imamo kako praznično druženje, si zelo z veseljem vzamem čas. V prejšnjem tednu sem tudi eno popoldne imel za čuda prosto in sem tako z velikim veseljem nekaj skuhal. Da je čas, se najde čas. Redko, ampak kadar se ga rad izkoristim nekaj takega. No, zdaj le še ena taka ta prava. Župan ima zelo velikokrat tremo. Človek treme je. Ja ali ne? Ja, rekel, ja. Levo krilo, desno krilo. Kaj bomo rekli? Da. Pa sem rekla velikokrat. Pa to drži? Pa drži, absolutno.
pred nekimi javnimi nastopi. Se mi zdi, da je to kar normalno. Tako da ja, je pa res, da imam skoraj da vsak dan kakšne javne nastope. Tako da je veliko treme. Odvisno, res odvisno. Včasih so taki dnevi, da so tako natrpani, da niti ni časa in možnosti in greš iz dogodka na dogodek. A ste danes imeli kaj treme? Niti malo. Niti malo ne. Je pa res, moram povedati, da je ura bila že tako enih 20 čas, 25 čas, ne? Pa letim tja vam gledati, pa kje je, ne? Kje pa je? In me je pol presenetil, se je pogovarjal že z urednikom. A radi zamujate, ste radi točen? Rad sem točen, ne pa preveč zgoden. Torej, moja ura bila malo prezgodnja. Gremo naprej. Ja, drži ena modrost, ne? Zdaj takole. Gospod župan se zelo drži ene modrosti in sicer nikoli ne govori na prvem sestanku, vedno poslušaj in se potem odzovi, ko boš imel neko ustvarjeno sliko. Da ali ne? Torej, vedno rad najprej posluša. Mogoče, ja, se strinjam. Ne vem, če to povsem prakticiram, je pa to je bil nasvet, ki mi ga je dal naš gimnazijski ravnatelj, gospod Jože Zupančič, ko sem zaključeval srednjo šolo, ko smo se nekako poslavljali, je bila ta ena taka modrost, ki mi jo je dal in sem zelo vesel za tak nasvet. Poslušala sem intervju z gospodom Istokom Gartnerjem, ampak drugega pa ne bova povedala. Ne bova povedala, sem pa vesel, da me spremlja in da sva se potem po skoraj po 15 letih spet sestala in je imel drugo modrost pripravljeno po izvolitvi za župana, ki pa ni za javnost. Tista pa ni za nedeljsko dopoldne. Je pa ravno tako modra. Je pa tako modra. Lahko si pa pogledate seveda to oddajo. Sem si prav napisala, če bi seveda drugo modrost župan povedal, ampak ne bova danes. Evo, še eno imamo. Župan nekako na novega leta dan skoči, ne čez plod, da ne bo pomote, ne? Ampak 1.1. skočijo v vodo, sicer v Savinjo. Ali je gospod župan že to zadevo naredil, da je skočil v Savinjo 1.1. Ali ne? Ta je zelo dobra. On je pa mrtvo hladen, kot Savinja. Da je že skočil? Da? Po mojem, da. Gre za tradicionalni dogodek, a ne, Savinjčanov, vsi ga že z nestrpnostjo. Glede na to, da ste bili v Rusiji, da ste že navajeni vrstote. Nisem skočil, ne maram mraza. Vidiš ti to, ne maram mraza. Razmišljam vsako leto, ampak niso me še uspeli dovolj prepričati, tako da se pa vsako leto res udeležim tega tradicionalnega skoka. Mislim, da je to ena čudovita prireditev, toliko ljudi, kot se zbere, sploh če je lepo sončno vreme, je to res en čudovit začetek novega leta, ki se na Špici, ki je en tak kraj pozitivne energije začne in sem vesel, da je to tradicijo pred nekaj leti Dušan Konda z ekipo začel. Kaj se mora zgoditi, da boste pa skočili v vodo? Če to izdam, potem nima več nobenega manevrskega prostora. Za ne rečete, ne? Tako. Zdaj se bomo privoščili zopet glasbo. Ansambel Simona Gajška je v naši družbi in sicer z naslednjo skladbico. Simon, kaj ste pripravili za naslednjo pesem? Čisto zimsko, Snežaka sva naredila. Snežaka, zdaj ga sicer ne moremo delati, prav gotovo v Celju, ne? Ga pa seveda v visoko ležečih krajih lahko, a ne? Celska koča mogoče bo. Ja, Celska koča, mogoče že jačijo, seveda zasnežujejo. Kje boste za Silvestrovo? Ti si rekel, da boš poležaval. Natalija, kje boš ti? Bo tudi poležavala najbrž doma. Doma? Za otročki. Ti moš povedati, da imamo 3 otročki, ki jih seveda zdaj pozdravljamo. Gledajo. Gledajo. Kaj bi jim zdaj seveda ob koncu leta zaželela Natalija svojim otročkom? Da bojo ubogali mamo. Ne, jaz bi jim zaželela, da bojo pridni, da bodo zdravi, da se bojo jim uresničile tiste želje, ki jih še mogoče imajo, ki je odzadaj na rezervi. Predvsem to, no. Predvsem to, a ne. Dajmo se zdaj privoščiti tole skladbico zasneženo, seveda naredimo enega snežaka, kjerkoli ste že, s komerkoli naredite ga, pa tudi kakšna kepa naj pade. Prosim. Snežaka, snežaka, snežaka sva naredila. Sva lani na smučišču se spoznala, iz zvočnikov je muzika igrala. Prminu spet obema vroče je bilo, ko sva se prvič spogledala samo. Naprej so se
kar samo je odvilo. Sva smučala, dokler se ni zmračilo, potem pa šla na Rumov čaj, sva v bife, kar je sledilo, se ne pove. Snežaka, snežaka, snežaka sva naredila, ljubezen je najina vroča bila. Snežaka, snežaka, snežaka je stopila, je zime bilo konec, pa sva se razšla. Snežaka, snežaka, snežaka je stopila, je zime bilo konec, pa sva se razšla. Tudi letos sneg že rahlo naletava, za mene to velika je skušnjava. Ne morem spat, sanjarim in odštevam dni, na smučarijo se mi že mudi. Čeprav življenje ni kot slalom proga, ljubezen gre in pride brez razloga. Mogoče princa najdem v zimski pravljici, ki bo ob meni, ko sneg stopi. Snežaka, snežaka, snežaka sva naredila, ljubezen je najina vroča bila. Snežaka, snežaka, snežaka je stopila, je zime bilo konec, pa sva se razšla. Snežaka, snežaka, snežaka sva naredila, ljubezen je najina vroča bila. Snežaka, snežaka, snežaka je stopila, je zime bilo konec, pa sva se razšla. Je zime bilo konec, pa sva se razšla. Mi smo malo zaplesali, krasno zaplešite seveda tudi vi doma. Še eno bomo zdaj zavrteli, katera bo. Če boš hodil, mi odre. Ja, če boš hodil, to je, mislim, da nagrajena. To je bila praktično prva skladba, s katero se tudi naša Natalija predstavlja, prvi valček in res skladba, ki se je zelo dobro prijela med poslušalci. Krasno, zdaj ker damo vam seveda priložnost, mi še se malce tlele pogovorimo, potem pa počasi naredimo sklepno misel in pa seveda povabilo v mesto Celje in pa nekako še zadnje besede našega župana, ki vas bo res povabil, da pridete v pravljično mesto Celje. Prosim. Tista lučka na oknu ni prižgana kar tako. Sveti, da me spomni na te in na vse, kar je bilo. Tiste rože na mizi ne obstajajo zaman, saj mi jih je podarila tvoja nepozabna dlan. Če boš hodil mimo kdaj, zazri se v moje okno vsaj. Spomnilo morda te bo, da si prehitro vzil slovo. Če boš hodil mimo kdaj, preseli se v čas nazaj in pozvoni kot takrat, ko še iskreno imel si me rad. Odšel si, a meni je ostal samo spomin. Tvoja slika tam na steni, vir je mojih bolečin. Če boš hodil mimo kdaj, zazri se v moje okno vsaj. Spomnilo morda te bo, da
mimo kdaj, preseli se v čas nazaj in pozvoni kot takrat, ko še iskreno imel si me rad. Nazaj in pozvoni kot takrat, ko še iskreno imel si me rad. Bravo, bravo. Čudovita pesem, danes si rekel, krasna, ne? Ja. Ti si zdaj presedljal seveda v te krasne, hitre ritme, ti je pa domača narodno zabavna glasba, ker prihajaš seveda iz benda v Gabundi. In s tem sem rastel. Ja. Tako je. Ravno Zelo se rad že imam tudi županom to glasbo. pogovarjamo, da kako lepo, da ljudje pojejo, da prepevamo, da se imamo radi, plešemo. Ja, res je. Tako se mi zdi, da iz leta v leto se spet vedno bolj vračamo k glasbi, da ljudi tu druži, da se tudi na zunanjih prizoriščih vedno več ljudi odziva povabilom, tako da me veseli, da je tako. Omenila sem vam Avsenika, negujemo pri nas v naši oddaji, poznate Avsenikovo glasbo? Ja, seveda, se to je tako pomembno slovensko izročilo in glasba, ki so jo v tistih letih zastavili, mislim, da ima za sabo dedičev in potomcev še in to je seveda velika čast za družino Avsenik, ki je začela z to tradicijo. Sem vas hotela iz cone obdobja zdaj vršt. Mislite, da bi vas? Po mojem, ni tako težko. Ja, prej sem vam omenila, omenili ste, da radi tudi na kakšno polko zaplešete, zdaj ne vem, ali ste za farbo. Sem rekel, da še ni ta ura. Potem vas ne bom, Leko se že pripravlja, ampak mogoče kakšen ritem, dva bi pa lahko zaplesali z mano. Bova naslednjič, si moramo še kaj pustiti tudi za kako drugo priložnost, absolutno. Simon Gajšek, počakaj še. Čez 3 leta spet, ne? Nismo še na ta pravi temperaturi, ampak dobro, naj vam bo, ker ponovadi jaz ustrajam, pa danes ne bom v redu, ker nas ura že res preganja. Kaj bi za konec, preden seveda prisluhnemo tele najnovejši skladbi, Jelka bo zdaj po dolgem počresa, nekako zadišala, ker Jelke dišijo v naši oddaji. Božična skladba. Kaj bi vsem našim gledalkam in pa gledalcem ob koncu leta zaželel gospod župan? Ja, vsem bi zaželel, da bi si v tem času, ki nas čaka proti koncu leta, pa seveda tudi v novem letu vzeli čim večkrat čas za ljudi, ki jih imate radi in za stvari, ki jih radi počnete. In če bo na tej poti seveda tudi naše mesto našlo svoje mesto, bomo še kako veseli, toplo povabljeni, da se udeležujete prireditev, ki bodo v Celju tekom decembra, seveda pa skozi celotno leto vabljeni in dobrodošli v Knežjem mestu. Samo to še, preden zaključimo, si postavljate osebno velike cilje, delček za delčkom, tako osebno, ne poslovno? Ne vem, ponovadi si naredimo velike cilje, ki jih potem ne izpolnimo, eni nehajo, ne vem, kaditi po domače rečeno, eni želijo veliko bolj fit sebe narediti, kaj pa vi? Ne postavljam si, nikoli si ne postavljam za obljub, ki jih bi potem kršil, ampak imam pa kar nekaj načel, ki jih tekom življenja razvijam in nekako jim poskušam slediti in najbolj me osrečuje, kadar seveda lahko stvari, ki jih delamo, potekajo v skladu s temi vrednotami in načeli in to je tisto, kar ti seveda prinaša tudi osebno zadovoljstvo. Ja. Dani, tvoja največja vrednota v življenju katera? Ker je ravno izpostavil vrednoto? Iskrenost. Pa smo zopet med iskrenimi ljudmi, če lahko tako rečem za vas, vrednota? Ja, tudi iskrenost. V resnici pa mi je med vrednotami še kako blizu skupnost oziroma odnos, ko lahko včasih sebe postavimo korak nazaj, zato da lahko v skupnosti naredimo 2 naprej. Ja, bravo. In pa da smo spoštljivi drug do drugega. Drži, ne? Tudi to drži. Zdaj torej zaključna pesem, Dani, zdaj pa bo tale Jelka nekako zablestela, pri nas je že pokrešena. Ja, bela. Jaz se pa držim. Ti že imaš Jelko postavljeno?
Ne, mi smo, bom rekel, malo bolj tradicionalni, ampak zdaj v tem tednu pa bo res nastala. Letos malo prej, drugače smo jo pa bolj kot ne na božični večer. Jaz imam prepoved postavljena jelke prej, moj mož se striktno drži postavljena na predbožični večer, tako da se že veselim, jo res potem potegnemo do svečnice, do 2. februarja in se držimo nekako te tradicije, ker sama osebno menim, pustimo mesto, da je lepo, da je okrašeno v decembru, ampak trgovine, lepo prosim, jaz sem bila še v natikačih, ker sem že našla tele bunkice držine na trgovskih policah. Meni je pa to prehitro. Prehitro je, vse je podrejeno seveda potrošnji, ampak v tem duhu se marsikaj dogaja. Poskusimo vsak pri sebi najti tisto pravo ravnovesje, da najdemo pristnost te topline, ki jo pa december in božični prazniki kljub vsemu prinašajo. Včasih mi je prav žalko zaradi tega prenasilnega, oglaševalskega, dekorativnega, ljudje zgubijo odnos do tega, kar je v bistvu v teh praznikih najpomembnejše, najlepše. In to so odnosi, to smo mi. Krasno. Ste dober govorec, a veste? Zelo. Hvala. Sem najprej pričakovala, da ne bodo tekle besede kot po maslu, zdaj pa kot po margarini in maslu, tako bi rekli. Hvala lepa za danes. Zaključimo seveda, dajmo se skupaj ustati in zaključimo tole našo oddajo. Tudi vi, župan, lahko pridete zdaj v našo družbo. Zaključimo tole oddajo res v krasnem, prijetnem vzdušju, in sicer vzdušju decembrskega ranja. Jelka bo zdajle in skoraj predpremierno ali pa premierno, čeprav že dani z veselo vnemo predstavlja tole skladbo Jelko. Zdajle pa vse za vse naše gledalke in gledalce. Dani, še tvoja misel za konec? Vsem gledalcem želim spokojne in mirne, zdravja polne praznike. Krasno. In srečno nasvidenje do prihodnje nedelje. Nisi v mojih mislih ti, ko v sivih jutrih se prebujam čisto sam. Ti sploh ne veš, da prazen ves ostaja vsak moj dan. Prihaja spet čaroben čas, kamin snežinke in odprto srce. Sanjarim, da bila bi ti najlepše darilo za me. Dobro vem, če danes ogenj med nama zagori, boš moja za vse večne dni. Saj vse, kar rabim, je pogum, vira vase miren res lahko zbravom ves pogum. Dobro vem, če danes ogenj med nama se zgodi, da prepustiva se strasti. Naj plamen se ljubezni vije, sveta noča sije, ko se ljubezen vsem nam rodi. Danes ogenj med nama se zgodi, da prepustiva se strasti. Naj plamen se ljubezni vije, sveta noča sije, ko se ljubezen vsem nam rodi. Božične noči svetlobo za naju prižgiva, vse svoje skrbi utopiva. Zdaj dajva življenje na plan. Kako si želim brezmejnih objemov, ko ljubov izpolnil bi rad ti
svetlujoči svit objema vse ljudi. In ljubezen v naših srcih plameni, le nad hribom v daljavi. Se prvi sončni žarek iskri, obstanem in pogledam te globoko v oči. Radosten Božič, moje srce ti želi.